so podpisali nek poziv k New Dealu v stranki Levica pred prihajajočim kongresom. Dajte razložiti, kaj to zdaj pomeni. Zbrali smo se v velikem številu članov in tudi funkcionarjev stranke in osnovali levo krilo te stranke, da stranko pripnemo na aktivistični teren in da jo sidramo na levo in, kot veste, leva stranka na levo tudi sodi. Od tu naprej pa se moramo v stranki dogovoriti, kako bomo stvari zapeljali. Kot ste tudi sami opazili, je naša stranka v zadnjem letu dni odšla precej na levo in tu moramo med aktivistično željo in politično realnostjo splesti skupno pot. In o tej poti se moramo dogovoriti tudi na prihajajočem kongresu. Samo da razumemo, torej stranka šla precej na levo v zadnjem letu. Pardon, ne, stranka se je v zadnjem letu dni predstavila precej na sredino, zato smo v velikem številu članov, tudi funkcionarjev, osnovali levo krilo, da jo pripnemo na teren, da jo pripnemo na program in da jo sidramo na levo, kamor tudi sodi. Ampak kaj to konkretno pomeni zdaj v smislu obstoja v koaliciji? Ali se tu karkoli spreminja? Ali to direktna kritika ministrov? Mislim, da bi morala Levica zelo jasno zagovarjati in braniti svoj program, zelo jasno bi morala zagovarjati in braniti tudi koalicijsko pogodbo. Kako to storiti v naslednjem letu dni oziroma v naslednjih 2 letih, pa je med drugimi točka obravnave o prihajajočem kongresu in stvar dogovora znotraj naše stranke. Kar se tiče koordinatorja, morda, torej Luka Mesec je napovedal, da bo še enkrat kandidiral, ali bi želeli, da bi imel proti kandidata? Zagotovo je potrebno v prvi plan postaviti dogovor o tem, kako bomo stvari v stranki peljali, ki zajema potem tudi mesta v izvršnem odboru, izbor prednostnih projektov in katere bodo tiste točke, za katere se bomo v Levici v bodoče najglasneje postavili. To je v tem trenutku ključno. Kaj pomeni to velik del? Koliko je to ljudi, ki so pristopili tukaj in kdo je še kaj od bolj vidnih oseb poleg vas v tem? Mislim, da imate vsi, ki ste danes tukaj izbrani, več kilometrov vsaj v okolici političnega prostora in zelo dobro veste, da v trenutku, ko se v politiki začne točno preštevanje, bodisi v raznih koalicijah, parlamentih ali znotraj samih strank, se začnejo zapirati vrata za možnost dogovora. Zato o konkretnih številkah in o preštevanjih ne bi želel govoriti in bi znova na prvo mesto postavil potrebo po temu, da v Levici sklenemo dogovor o tem, kakšni bodo naši naslednji koraki. Kaj po ljudeh? Lahko še koga poveste? Saj niste samo vi od drugih članov. Ne, nikakor. Med drugimi se je pobudi priključil velik del poslanske skupine, tudi nekaj sodelavcev na ministrstvih, pa tudi zelo pestra paleta aktivnih članov in članic iz terena stranke, ki so tudi znotraj stranke prepoznani in pripoznani. A bi si lahko bili pripravljeni za koordinatorja stranke? Kot sem vam poskušal že odgovoriti, ta stranka mora najti pot naprej, skupen dogovor med temu, kako bo krmarila na terenu in temu, kako bo krmarila v vladnem ustroju. In to je pač tista ključna stvar, ključno mesto, ki ga moramo najti, dogovoriti na prihajajočem kongresu. To je to. Ne, prav nikakor. Prej bi rekel, da smo priča naslednjemu koraku v razvoju te stranke. To, da imajo stranke znotraj sebe različna strateška stališča in da delujejo tudi na osnovi različnih programskih poudarkov, je nekaj popolnoma normalnega. Sploh v primeru levih strank. Kako vi ocenjujete vlogo Luke Meseca tukaj? Mislim, da bom na tej točki svojo izjavo zaključil. Kot rečeno, v stranki si želimo priti do New Deala med levim krilom, med terenom in med potrebami delovanja znotraj vladne koalicije in natančno to pričakujem, da bomo v prihodnjih tednih tudi storili. Hvala.